Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 6, predlagatelj je župan oziroma podžupan. Poročevalki Maja Sušnik in Ivanka Ogrinec. Maja, izvoli. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Predlagamo, da se opusti javno dobro na dveh zemljiščih, in sicer na parceli 994/2 KO Godič v izmeri 308 kvadratnih metrov in javno dobro na parceli 701/1 KO Šmarca v izmeri 19 kvadratnih metrov. Obe zemljišči sta v preteklosti predstavljali grajeno javno dobro oziroma ste bili v funkciji javne poti. Te funkcije zdaj že nekaj časa ne opravljata, zemljišči nista več v javni rabi, tako da predlagamo, da se javno dobro opusti. S tem, da na zemljišču v Godiču naj bi se sklenila menjalna oziroma temu ustrezna kupoprodajna pogodba za menjavo za kolesarsko oziroma peš pot. Pri zemljišču v Šmarci gre pa za to, da v bistvu, da se nahaja na teh parih kvadratnih metrih javne površine zasebno zemljišče oziroma je zagrajeno z ograjo. Hvala lepa. Hvala za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Karla, izvoli besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. No, jaz se vedno oglašam, kadar gre za javno dobro. Sicer me je gospa Ogrinčeva na samem odboru nekako malo potroštala, ampak mene zanima, a se je zdaj se šele pripravlja, da se boste pogajali. Ker jaz tega pogajalca zelo dobro poznam in vem, da ni tako lahek pogajalec. In 308 metrov kvadratnih upam, da ste se dobro zdelali, no, ker drugače tole ne bo šlo skozi. Ne vem, to bi se morali mogoče že prej s pogodbami zmeniti, ker konec koncev 308 metrov ni tako malo, je pa v resnici to gre tle nadaljevanje preko resortov, ne. Tam bo tudi verjetno malo težka zadeva. Skratka, jaz bom še vedno zagovarjala stališče, da mi je res mar za javno dobro zemljo, ki je sveta, kot temu rečemo, in bi jo morali že mogoče prej malo bolj pod tisto, bom rekla, zavetje in pa v rezervo shraniti, kajti ko enkrat podpišeš, jaz sem bila sigurno kar nekajkrat udeležena v debati za pešpot od policije Kamnik do pešpot, ki se reče, kako že, do Kamniške Bistrice, saj sami veste, in smo imeli kar nekaj težav na tem področju, ko se niti peš ni smel hoditi. Zdaj bi bila pa to kolesarska steza, tako da to me malo skrbi. Upam pa, da ste se dobro zmenili, da bo to res šlo za menjavo, ker 308 metrov ni tako malo. Hvala. Karla, hvala lepa. Maja, prosim za odgovor. Hvala lepa. S tem lastnikom je bila že v marcu 2022 sklenjena predpogodba o menjavi zemljišča in o ustanovitvi služnosti. In v tej predpogodbi je gospod dovolil, da se že takoj ob sklenitvi predpogodbe začne po njegovem zemljišču delati kolesarska oziroma pešpot. V ta namen smo ustanovili tudi služnost, ki se vpiše v zemljiško knjigo. In dogovorjeno je tako, da po izvedbi se potem odmeri ta del, kjer bo kolesarska oziroma pešpot, in potem se naredi menjava. Tako da predpogodba je podpisana že. Hvala lepa, Maja. Še kdo? Jože Korošac, izvoli. Ja, hvala za besedo. Kolikor je meni znano, mislim, da je tu za meter za meter in se pravi, toliko sem jaz govoril z lastnikom, tudi meter gor, se pravi meter tukaj, tako da ostalo pa, ne vem, potem je pa po odkup ali pa ne vem kaj. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet
občine Kamnik sprejme sklep o opustitvi javnega dobra. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.